seveda za vašo prisotnost. Dne 18.7. je na Univerzi na Primorskem potekala kriminalistična preiskava domnevnih nezakonitosti v zvezi z organizacijo matematične znanstvene konference in sodelovanjem med odvetnikom Velimirjem Čudmasom in Univerzo na Primorskem. Danes bomo pojasnili širšo ozadje navedenih očitkov. Vaši sogovorniki bodo z moje leve rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič, prorektor za ekonomiko in finance, profesor dr. Rok Strašek, prorektorica za študijske zadeve, izredna profesorica dr. Nadja Plazar, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, izredni profesor dr. Štefko Miklavič in vršilec dolžnosti glavnega tajnika, gospod Viljem Tisnikar. Novinarsko konferenco bom moderirala Mirela Baruca, za tiste, ki me še ne poznate, svetovalka za odnose z javnostmi na Univerzi na Primorskem. Razloge sklica novinarske konference vam bo sedaj na kratko predstavil prorektor, profesor dr. Rok Strašek. Izvolite. Torej, kot je lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Čeprav praksa minulih let in delovanja tega vodstva ni bila redno sklicevanje tiskovnih konferenc, smo se v primeru pomembnejših dogodkov za univerzo, kot tudi v primeru izrednih okoliščin obrnili na medije, vas povabili in predstavili aktualne zadeve. Ob tej priložnosti smo sklicali tiskovno konferenco, ki je nekako bila zmotivirana z preiskavo, ki se je zgodila pred približno 10 dnevi. Dogajanj povezanih z delovanjem univerze, ki so jih mediji, do katerih so se mediji zelo različno opredeljevali oziroma poročali, je bilo v preteklosti več. Vodstvo univerze je ocenilo, da je morda napočil trenutek, da kljub konzervativni politiki poročanja oziroma odnosov do medijev vendarle stopimo pred kamere oziroma mikrofone in povemo, kaj so pravzaprav aktualni in pereči problemi te univerze in s čim se pravzaprav vodstvo te univerze ukvarja. Osebno bi želel povedati, in kot boste videli tudi v nadaljevanju, so to problemi, do katerih medijev praviloma se ne opredeljujete oziroma ne poročate na način in v obsegu, kot bi si ti problemi pravzaprav zaslužili. Današnjo tiskovno konferenco smo si torej zamislili tako, da bi se najprej uvodoma opredelili do aktualnih dogajanj, potem pa seveda predstavili tudi tiste, za katere menimo, da jih je prav, da se javnost z njimi tudi seznani. Hvala lepa prorektorju, profesorju dr. Strašku. Sedaj pa vabim k besedi prorektorja dr. Štefka Miklaviča. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bil sem član organizacijskega odbora zloglasne konference, ki se je začela 1. maja 2013, končala 3. maja 2013 in bila organizirana v čast 60. rojstnega dneva dr. Marušiča. Pa bi mogoče si vzel nekaj minut, da malček širše osvetlim razloge, ki so do organizacije te konference privedli. Takšne konference, torej ko se sodelavci oziroma študenti raziskovalca, ki je na nekem raziskovalnem področju pustil viden pečat, odločijo, da ob neki življenjski obletnici tega raziskovalca priredijo konferenco v njegovo čast, so popolnoma običajna praksa in v tujini in pri nas.
Jaz sam sem bil v preteklem letu vabljen na 3 take konference. Prva je bila organizirana na University of Wisconsin, tam so priredili konferenco v čast Richardu Eskiju za njegov 80. rojstni dan. Gospod profesor Eski je že kar nekaj časa upokojen, pa so mu vseeno priredili podobno konferenco. Druga, na katero sem bil vabljen, je bila konferenca ravno tako v ZDA na Villanova University, kjer so priredili konferenco ob upokojitvi profesorja Klina. In še tretja, s katero sem nekako osebno bil povezan, je pa konferenca na Fields Institute, to je pa v Kanadi, kjer so priredili pa konferenco ob 65. rojstnem dnevu Chrisa Godsila. In v skladu s to povsem običajno prakso smo se sodelavci dr. Marušiča, njegovi bivši doktorski študenti, odločili, da tudi njemu ob 60-letnici pripravimo to konferenco. Če kdo, potem mi, ki smo bili člani organizacijskega odbora, vemo, kakšen je doprinos, kakšen pečat je dr. Marušič pustil na področju algebraične kombinatorike, s katerim se raziskovalno ukvarja. Smo se pa člani organizacijskega odbora odločili, da poskušamo to konferenco pripraviti nekako v tajnosti, brez da bi dr. Marušič za to konferenco vedel, kar nam je tudi uspelo. On je za to konferenco zvedel 1. maja 2013, ko je prispel na Famnit, kjer se je ta konferenca odvijala. Tako da so popolnoma absurdne trditve, da je on naročil dekanji Famnita, da naj se mu to konferenco pripravi. Jaz bi vam samo par stavkov prebral iz mailov, ki jih je kolega Primož Šparelj v imenu organizacijskega odbora poslal vabljenim predavateljem. Tukaj je mail, s katerim smo vabili ljudi, če se udeležijo te konference. Pa bom samo 2 stavka prebral. Najprej na začetku. Klaudija Kutnar, Štefko Miklavič and myself are secretly organizing a surprise birthday conference. In na koncu, since we want to keep this a secret, we would like to ask you not to tell anyone about it. In potem še, to vabilo imate tudi tako, v prilogi. In še en mail, 20 dni pred konferenco, 10. aprila 2013, s katerim smo pozivali udeležence, če lahko pošljejo povzetek in pa naslov svojih prispevkov. Pravimo, we are still trying to keep the whole thing a secret. Mislim, da si lahko sami ustvarite mnenje o tem, kako je potem lahko dr. Marušič vplival oziroma zahteval od nas, da mu to konferenco pripravimo. V nekaterih medijih se je tudi pojavilo namigovanje, da je bila konferenca samo fiktivna, ozadje, neka kulisa za to, za rojstni dan. To je popoln še en absurd. Na spletni strani konference od vsega njenega začetka so vsi podatki, 14 vabljenih predavateljev, njihov seznam, urnik konference, povzetki predavanj, seznam udeležencev. Mislim, da so skoraj pri vseh predavateljih tudi prosojnice njihovih predstavitev oziroma njihovih izvajanj, ki so jih takrat na konferenci podali. Vse skupaj je dostopno na spletni strani konference, že vse od njenega začetka. Poleg tega bodo znanstveni članki, ki so nekako vsebinsko nastali iz razprav oziroma prispevkov na tej konferenci, objavljeni v posebni številki mednarodne matematične revije Ars Mathematica Contemporanea. To je matematična revija, ki jo soizdaja tudi Univerza na Primorskem in sodi v zgornji rang znanstvenih revij na področju matematike, med tako imenovane revije s faktorjem vpliva. Poleg tega ni tukaj za zanemariti niti pedagoškega vidika konference, namreč tudi študentje, glede na to, da se je konferenca organizirala na univerzi, na UP Famnitu, so imeli tudi študenti priložnost v živo poslušati predavatelje, s katerimi bodisi že sodelujejo, bodisi bodo v nadaljevanju svoje kariere, ukolikor se bodo odločili za raziskovalno kariero, vsekakor še dalje srečevali oziroma uporabljali njihove rezultate, poskušali dokazati njihove domneve in tako naprej in tako naprej. Tako da, kar se tiče tega, da naj bi
dr. Marušič naročil nekomu, da naj se ta konferenca organizira, mislim, da je to popolnoma neosnovano in upam, da ste se tudi sami lahko tukaj ustvarili absurdnost te trditve. Hvala lepa direktorju. Drugi očitek, ki je prerasel v neresnično zgodbo, je neveljavna ali nična pogodba med Univerzo na Primorskem in odvetnikom Velimirjem Cugmasom. Besedo predajam sedaj rektorju profesorju dr. Draganu Marušiču. Lep pozdrav vsem prisotnim. V zadnjem času je kar nekaj medijske pozornosti zbudilo sodelovanje med Univerzo na Primorskem in pa odvetnikom Cugmasom. V nadaljevanju bomo pokazali, da je tako pravno, formalno, kot tudi sicer vsebinsko to sodelovanje zakonito. Najprej v zvezi s tako imenovano uničeno pogodbo. Ta pogodba je bila predana na policijsko upravo Koper, kar pomeni original te pogodbe, kar pomeni, da seveda ni mogla biti uničena. In drugič, to pogodbo, ki ni uveljavljala volje obeh strank, je zamenjala pogodba in se uporablja pogodba predhodno sklenjena leta 2009 z dodatkom. Če mi dovolite samo na tem mestu kratek ekskurs v moje področje dela, ki je formalno logično. Iskanje uničene pogodbe, ki se je lotilo 14 kriminalistov, je svojevrsten paradoks. Zakaj? Če jo najdejo, in so jo našli, ker sem jim jo dal, seveda potem pomeni, da ni bila uničena. Če bi bila uničena, pa je ne bi mogli najti. Lahko premakneš naprej. Glede pogodbe iz leta 2009, sklenjena je bila na podlagi pooblastila tako izvornega kot prenešenega strani tedanjega rektorja. Zato je njegova trditev, to pooblastilo imate v gradivu, zato je njegova trditev, da mi ni dal pooblastila, seveda napačna. Tako, to se tiče, kar se tiče formalnega vidika sodelovanja med odvetnikom Cugmasom in Univerzo na Primorskem. Obstaja pa seveda še vsebinski vidik. Pri vsebinskem vidiku gre za dve stvari. Najprej za, če hočemo v tem vrstnem redu, za pravno pomoč in pravno svetovanje strokovnim službam univerze in drugič zastopanje interesov univerze na sodišču. Glede zastopanja interesov univerze na sodišču bomo razdelili v 3 sklope. Prvič, to imate tamle pojasnjeno v alinejah, prvič gre za podedovane spore iz obdobja bivših rektorjev oziroma bivšega rektorja in bivše rektorice, potem drugič za tiste sklope, spore, ki so povezani z gradbenimi investicijami Univerze na Primorskem, vsi ti so seveda tudi iz prejšnjega obdobja, ampak jih posebej navajamo, smo jih posebej izpostavili in zato, ker so najbolj obsežni. In tudi danes bo predstavitev najbolj obsežna. In tretji so tisti, ki izhajajo iz tožb zaposlenih oziroma bivših zaposlenih Univerze na Primorskem. Najprej naj se za kratek čas še pomudim pri pavšalu odvetnika, torej tistemu, ki je dan za pravno svetovanje univerzi oziroma njenim strokovnim službam. Zagotavljam, da je to poslovanje gospodarno, tudi zunanja revizija je ugotovila primerjaje ta znesek za odvetnika Cugmasa z zneskom, ki bi ga za iste storitve morala univerza plačati v primeru, če bi še naprej opravljala storitve odvetniška pisarna Mira Senice, ki jo je imel najeto bivši rektor Bohinc, potem bi te storitve stale bistveno več. Zdaj pa, če se lahko premaknem na
tiste 3 sklope. Pri prvem sklopu gre za tožbe, ki izhajajo iz prejšnjega obdobja in zato so tako imenovani zaslužki gospoda Cugmasa generirani od tedaj in ne od sedaj. Univerza se mora v branjenju svojih interesov braniti vsega tistega, kar ga napada. Kar jo napada, tako tožb iz prejšnjega ali sedanjega obdobja. Od teh 4 tožb je druga iz obdobja prve rektorice, preostali 3 pa iz obdobja rektorja Bohinca. Zdaj se premaknem na drugi sklop. V drugem sklopu bomo podrobneje obravnavali, povedali podatke in ozadje pri 3 gradbiščih, investicijah te univerze. Kampus Sonce, potem objekt prenova objekta Borilnica v mestnem središču in pa na koncu še kampus Livade. To je slika kampusa Sonce v Kopru, v resnici posnetega včeraj. Včeraj je bilo tako, pa tudi v preteklosti, danes je še vedno tako in nič ne kaže, da bi bilo v bližnji prihodnosti kaj drugače. Kaj je s temle kampusom? Kampus je bil lansiran na tiskovni konferenci v februarju 2010 kot zrcalna slika kampusa Livade v Izoli. Kampus Livade v Izoli je bil, oziroma naj bi bil namenjen naravoslovnim programom in fakultetam te univerze, kampus Sonce pa družboslovnim fakultetam. Tako kot tamle je zapisano, projekt je bil ocenjen na približno 90 milijonov evrov. Na osnovi tega je bivši rektor sklenil pogodbo za projektiranje tega kampusa s projektanti, ki so zmagali na natečaju projektantska hiša Bevk Perović, vrednost pogodbe približno 3,6 milijonov evrov, ob tem, da za ta projekt ni bilo zaprte finančne konstrukcije. Spomnite se leto 2010, kakšni finančni časi so tedaj bili. Kaj se je potem zgodilo? Ko sem prevzel rektorsko funkcijo novembra 2011, sem bil zelo hitro soočen z dejstvom, da tudi ta pogodba 3,6 milijonov evrov za projektiranje tega kampusa ni bila finančno zaprta. Strani ministrstva nismo dobili, univerza ni dobila dovolj sredstev, da bi lahko plačala celoten znesek. Zato smo, takrat so se že nakazovali ukrepi varčevanja v začetku leta 2012, zato smo poklicali na sestanek projektante in jim predlagali spremembo pogodbe do te mere, da bi bila usklajena s finančnimi možnostmi Univerze na Primorskem. Projektanti za te predloge niso želeli slišati, v pogodbi so pač imeli določilo, da jim pripada celoten znesek, neodvisno od tega, ali univerza za to ima namenska sredstva ali ne. Edino, na kar so ali bi pristali, je bila odložitev plačila za nekaj mesecev. Univerza na Primorskem po moji presoji, seveda presodil se na koncu sam ob sodelovanju in pogovoru s sodelavci, da si univerza v takšnih finančnih razmerah ne bo mogla privoščiti plačila takšne vsote denarja, ob namigih z vseh strani, da pravzaprav je malo možnosti, da bi se ta projekt sploh začel. Zato smo na podlagi preko svojega pooblaščenca vložili tožbo proti tejle projektantski hiši. Po tej vložitvi tožbe so prisluhnili našim argumentom in po nekaj mesecih se je sodno mediacijo ta zadeva končala, tako da je obveljala naša želja. In sicer, da se projektantski hiši Bevk Perović plača samo še en znesek za tisto, kar so že opravili, sprojektirali, preostanek pa samo ob
pogoju, da univerza dobi in ima zagotovljena namenska sredstva za zaključek celotnega kampusa. Stanje danes, veste, kakšno je, sem vam pokazal na tisti sliki, še do danes gradbenega dovoljenja za tisti prvi kos to dovoljenje ni bilo pridobljeno. Iz naslova te mediacije je odvetniku Cugmasu od vseh postavk doslej pripadlo tudi največji znesek, in sicer 24.000 evrov, kar je ustrezni odstotek od prerekane pogodbe. 24.000 evrov je 1% od 2,4 milijona evrov, ki jih je dobila ta projektantska hiša za projektiranje tistega, kar je pač sprojektirala. Se pravi, 100-krat več je dobila za projekt, ki nima nikakršne možnosti, da bi iz njega karkoli nastalo. Kaj pa je gospod Cugmas univerzi prinesel in posledično tudi proračunu te države, pa je zmanjšanje stroška za 1,2 milijona. Preprečil je, da bi projektanti dobili 150-kratni znesek. Da za ta projekt ni skoraj nikakršne možnosti, pravzaprav nikakršne možnosti, tudi v srednji prihodnosti je potrdilo ministrstvo, ki je jasno dalo vedeti, da v srednjeročnem planu za ta projekt denarja ni. Hvala lepa, rektor. Sedaj pa besedo ponovno predajam prorektorju, profesorju dr. Roku Strašku. V nadaljevanju sledi predstavitev dveh projektov povezanih z investicijami, in sicer z projektom Borilnica in projektom Univerzitetnega kampusa Livada. V nadaljevanju bom predstavil vsebino konkretnih projektov in nekako opozoril na probleme, s katerimi smo se vodstvo univerze soočili ob nastopu mandata v povezavi s temi projekti in seveda tudi način, kako smo se lotili reševanja teh problemov. Torej, projekt prenove palače Baseggio oziroma Borilnice na Kreljevi ulici v Kopru gre za objekt, ki bi naj bil namenjen zagotovitvi prostorskih potreb znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Vrednost projekta je ocenjena na približno 1 milijon evrov. Takoj ob nastopu mandata so nekateri bivši sodelavci gradbenega odbora pristopili k novo izvoljenemu rektorju in opozorili na nekatere nepravilnosti, ki so se dogajale na tem projektu pod prejšnjim vodstvom. Na podlagi pričevanj teh oseb smo vodstvo začeli s temeljitim pregledom in proučevanjem obsežne gradbene dokumentacije in naleteli na več hujših kršitev. Prvenstveno smo seveda želeli te kršitve odpraviti oziroma jih sanirati, vendar je žal narava nekaterih bila takšna, da so vsebovale kazniva dejanja in seveda smo posledično morali povzeti ustrezne ukrepe. Jaz bi v nadaljevanju predstavil zgolj dve takšni hujši kršitvi. Torej, prvo, gre za prirejanje razpisne dokumentacije v postopku izbora izvajalca gradbenih del. Univerza je leta 2009 pri zunanji projektantski hiši naročila izvedbo oziroma pripravo dokumenta tako imenovanega projekta za izvedbo. V dokumentu je natančno opredeljen popis materijala in del za dokončanje rekonstrukcije oziroma obnove te palače. Praviloma tak dokument služi za pripravo razpisne dokumentacije in je podlaga za objavo na portalu javnih naročil. V konkretnem primeru se je ob objavi na portalu javnih naročil dokument in nekatere ključne postavke v tem dokumentu priredilo. Na ta način so bile povečane določene količine, ki so odločilno vplivale na vrednost
oziroma ceno samega projekta. Konkretno so projekt podražile.